Poleg ciljev izobraževalnega programa je pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega pouka pomembno upoštevati tudi potrebe in interese dijakov. Individualni načrti izobraževanja, v katerih načrtujejo individualne poti vsakega dijaka, so priložnost, da dijaki sami postopoma prevzemajo odgovornosti za lastno učenje. Učitelji razvijajo in preizkušajo učna okolja, ki omogočajo optimalno učenje in aktivirajo vsakega dijaka. Na šoli že vrsto let izvajamo medpredmetno povezovanje in poučevanje oziroma sodelovanje med učitelji tako programskih enot kot tudi med učitelji teoretičnih in praktičnih delov strokovnih modulov. Učitelji smo pri urah pouka izvajali več medpredmetnega povezovanja, kar se je izkazalo v boljšem razumevanju in povezovanju teorije in prakse. Uspešno je bilo izvedeno tudi sodelovanje med programi. Živilsko-prehranski tehniki so slaščičarjem pokazali, kje v slaščičarski delavnici je največ mikroorganizmov. S tem so jim pomagali razumeti pomen higiene. Naslednjič pa so slaščičarji učili živilsko-prehranske tehnike temperirati čokolado in izdelati pralineje. Učitelj dijakom ponudi nabor izdelkov z opisom tehnoloških postopkov. Namesto predlaganih šolskih izdelkov lahko izbirajo zahtevnejše izdelke ali razvijajo nove. Vrstni red izdelave in tempo si dijaki določajo sami. Dijaki na spletu najdejo zelo zanimive ideje, tudi zelo zahtevne postopke, ki včasih presenetijo tudi mene. Zato stalno spremljam trende v slaščičarstvu, da lažje podpiram dijake pri njihovem razvoju. Spodbujam, da dijaki iščejo nove postopke in preizkušajo svoje meje, a nenehno preverjam njihovo razumevanje, spremljam, kako se znajdejo v spremenjenih okoliščinah. Namesto razlage raje postavljam vprašanja. Vsak dijak sošolcem predstavi ključne faze izbranega postopka, ki ga je usvojil. Prikaze novih postopkov dijaki posnamejo za nadaljnje učenje. Timsko sodelovanje in povezovanje je prispevalo k krepitvi pozitivne klime v kolektivu, nastajanju kakovostnejših odnosov med učitelji in boljšemu poznavanju dela sodelavcev.